Kole, zdaj smo pa v tvoji stripovski sobi. Ti si velik ljubitelj stripov, si rekel, ne? Seveda. Kaj so tvoje glavne preference? Od nekdaj mi je bil komandant Mark najljubši, ne. Zakaj? Ne vem. Ker si sam mu podoben ali kaj? Nisem mu podoben, ampak sem se pa identificiral z njim. Že od Ja, no, duševno podoben, rečemo, ne? No ja, mogoče, no. Mislim, človek se pravzaprav vzoruje po takih ljudeh, ne, ki so perfektni. Proti komu se on bori? Proti zlikovcem, indijancem, belcem, črncem? Predvsem proti Angležem, crveni mundiri so to, ne. Okay. To so red coats, ne, rdeče suknje, rdeči sukniči bi rekli. Aha. Oni so tam, to je bilo 1775, recimo, takrat, ko to je bila vojna za neodvisnost ZDA. ZDA, ja. In tamle vse tisto, kar je rumenega, je vse komandant Mark. Ne, tisto, kar je zelenega, so vezani prvih 200. Zvezani, ja. Pol pa naprej jih pa nisem več vezal, jih je pa še 83 do konca. Okay. Zgornji vrsti so Alan Fordi, vidim. Tako. Pol so Zagorje, pol je Dylan Dog. In to redno bereš in dobivaš inšpiracije. To berem jaz pravzaprav takrat, ko se mi ne ljubi nič drugega delati. To je čisti relaks. To je tako kot televizijo gledati ali pa brati stripe. Zdaj zelo malo zadnje čase berem take resne literature. Tale je zbrana tam na unem koncu. No, le, tle recimo, to so, tole, od tukaj do tam, ne, so te publikacije. To je ena celo tvoja, ne? Ja, ja. To si ti zelo, ena mi še manjka tvoja tudi. Ja, se smo zdaj rekla, da boš dobil takoj, ko v prvi priložnosti. Še ena knjiga je, to so zgodbe slovenskih popotnikov in ti si vsaki objavil eno svojo dogodivščino. Ja, od dveh, ne, zdaj sem te to druge bi še pač. Se pravim, dobiš to drugo, brez skrbi. Tle imaš pa vse živ, ne. Tle sem celo v Kdo je kdo. Aha. In je ta Drago Bajt. Jaz sem takrat računal, da bom dobil docenturo, ne, čez mesec je bilo še vsega skupaj. Ja. Ker je to traja eno leto, pred razni sestanki, one tretje pizde materine, vse živo, ne. In sem rekel docent, ne, ko bo to išlo, bom jaz že docent. Pa sem me pa ena dva hinavca, profesorska kretena, totalna, sta pa bila proti meni in pa sta začela tam rovariti na vse pretege, veš, prav tako stare pokvarjene babure, ne, da ja ne bi jaz docent bil, ki bi itak bil, če bi hotel biti, pa so mi rekli, da še ne bom docent, bom še mogel še malo biti asistent, sem rekel, fuck off, veš, pa sem šel in nisem več predaval nikoli. Gotovo, sem se naveličal tega. Skratka, tle v vseh teh publikacijah je moj članek noter, ne. To so bolj ali manj strokovni, ali pa pač taki bolj sofisticirani. Pol tle spodaj imam pa celo, tle so pa članki, ki sem jih objavljal v raznih, ne vem, Delo, Razgledi, vse živo, no. To je ena, ne? Veš kaj, eno asociacijo si mi dal. Jaz, ko sem bil v vojski, sem imel tam enega prijatelja, ki je bil vodnik in pač jaz sem ravno bral Dostojevskega, pa sem rekel, da je fajn za brat, pa je še on šel, pa je vzel Zločin in kazen tam, ne. In v Beogradu je bilo to, ne. On je bil Srb, seveda. No in bere, pa pride čez ene 3 dni k meni, prav, glava me zabolela in je rekel, da je moral prav vzeti v roko en roman, ker on ima razliko. Tisto Dostojevski, to je knjiga, to ni roman. Roman pomeni pa takele razni, imaš crtane romane, pa pisane romane, ne. Eni so taki kot romani, eni so pa taki kot Zagor, recimo, ali pa Alan Ford. Skratka, tako ga je glava zabolela, ki je bral Dostojevskega, da je moral en roman vzeti v roko, da je malo k sebi prišel. Razumem. Veš kaj, jaz pa cele dneve pač pišem to poezijo in me tudi ne moram več kot par ur. Ja. Včasih me pol ure, ne tisto, da bi me kaj glava bolela, ampak enostavno čutim, da sem dal tukaj ene psihične... Da moraš pol kakšen strip prebrati. Tako.